Naj vas torej tudi danes spomnimo, da si lahko vse naše vsebine in seveda tudi recepte ogledate na našem spletnem portalu www.rtv.slo.si, poševnica Dobro jutro, in pa seveda na družabnem omrežju Facebook, kjer ima oddaja Dobro jutro svoje okno v svet. To jutro pa kuhamo po navodilih Emilije Pavlič. Gospa Emilija, kje smo ostali? Smo ostali na vrtu. Na vrtu, v kuhinji. Ravno zdaj mladim govorim, kuhanje je umetnost. Kuhanje je treba doživeti, kuhanje je treba kuhati, da daš malo duše in pol je hrana z dušo. No, vidite, tle sem naredila v keramični posodi, ampak sem začela na mrzlo. Mrzel česen, malo pršutka, mrzel česen pa malo olja, lahko je malo putra in sem prižgala. Zdaj na koncu sem potlačila z betem, lesenim, to je na koncu solim, skoraj nič ne solim, ker je zelenjava sama po sebi slana, ampak pogledajte, kako je lepa. In zdaj bom dodala, zdaj bom dodala še malo oljčnega olja. A veste, oljčno olje damo na koncu in sol tudi. Tako da vidite, tu je en način priprave te hrane. Greva pa še na drugega. Zdaj gremo pa na drugega. Ta drugi del je pa to, da to smo skuhali. Torej krompir, česen in tako imenovane broske smo vložili v vodo. Ja. Pri nas v studiu so se kuhale te sestavine približno 20 minut. Je to dovolj tudi doma? Ja, a veste kaj, dovolj je, ker sem naredila krompir na tanko, bi rekli na tanek čips. Ampak stvar je v tem, da zdaj bom dala v kozico nobene še maščobe, bom dodala maščobo, ko bo to notri, bom šele dodala maščobo. Ampak vidite, kakšna barva je ostala v tem načinu, kar sem pokrila in sem že prej zelenjavo oprala v vroči vodi. No, zdaj pa pri tem načinu sem se pač odločila tako, tudi to na koncu solimo, zelo malo, ampak tu sem se pa odločila, da bom dala malo ocvirkov. A veste kaj, po zimi pa mora biti malo ocvirkov, ampak stvar je v tem, da ta prašič mora se hraniti dobro z broskvami, a veste, tudi kokoške imajo boljša jajca. Ampak vidite, jaz sem ocvirke dala na koncu, ker ocvirki so že jed, iz špeha, bi rekli, je nastala mast in zato jo kot Primorci mi damo olje na koncu in mast oziroma ocvirke komot damo na koncu. Zopet bom to malo potlačila z betom in ta krompir, ki je potlačen z betom oziroma z leseno zadevo, narejen v tej kozici, ki je za pocvreti, mi smo rekli temu potenstati. Mi nismo rekli pražen krompir, mi smo rekli potenstan krompir, ker smo začeli s čebulo na mrzlo in smo dali krompir gor in je čebula spustila vonj skozi krompir. In ravno tako bo tukaj. Poglejte. Čeprav smo imeli danes česen. Ja, zelenjava kliče česen, zato tudi toliko česna. Jaz sem dala samo za tole 30 strokov česna. Meni rečejo, joj, toliko česna. A veste, če nič ne daš, potem pa je obljuda, rečejo, veste, po domače. Mi dve bomo danes to servirali toplo. Kaj pa recimo, če naši najdražji zamujajo, če jih ni pravočasno domov, potem te reči pogrevamo, prejle smo se pa recimo pogovarjali, da krompir pa vseeno ni dobro pogrevati. A veste kaj, če bom ga čez 15 minut pa pol ure pogrela, ne bo nič hudega. Ampak Primorci jemo hrano nepogreto. Posebno poleti zjutraj skuham minestro, naredim recimo zelenjavo s krompirjem in jo jemo mrzlo. Ljudje se bojijo jesti mrzlo. A veste, res, ker mi uporabljamo oljčno olje in se to ne strdi. Seveda, če imamo mast se pa strdi ali pa maslo. Ampak v zimskem času ponavadi, a veste, jaz včasih rečem, da ljudje jejo zdaj slabše kot pred 50 leti, ker kuhajo preveč. Kosilo je kosilo, to naredimo in pol gremo jesti in potem. Ampak veste, kaj bi še rada povedala? Vidite, ta posoda je za kuhati, ta je za potenstat, ne? Ampak tu notri hrana lahko stoji, medtem ko v kovinski posodi hrano ne smemo kuhati in hrana v kovinski posodi ne sme stati. In tu je ta zgodba, da je potem hrana drugačna. A veste, klešče od sladoleda so naredile veliko dobrega. Tu je zdaj recimo v čikari, je boljše kot na temu. Tu sem pa dala krožnik, a veste, to je ekološki krožnik.
15 cm so ekološki krožniki, ker tudi več lahko operemo. K temu sem pa tela, tam so, je pršut, k temu pa lahko damo malo fižola kuhanega ali čičerike, pa je samostojni obrok. Tako da skozi to zelenjavo, a veste, zlata vredna je in jaz jo tako priporočam, da jo tudi, bi rekli, kmetijske zadruge bi nazaj ohranile. Vidite, ta je za seme. Emilija, najlepša hvala. Končali Se boste smo. nam pripeljali vrt. Hvala lepa za danes. Še se bomo družili v novem letu, še bomo zdravo jedli in kuhali. Hvala lepa za danes. Hvala lepa vsem.